Lep pozdrav, spoštovani prijatelji, znanci, sledilci kanala Be Better. Najprej naj vas povabim, seveda, ukolikor vam bo zanimivo, da kliknete naroči se in na ta način sledite vsem bodočim informacijam kanala Be Better, vsem bodočim napotkom. Zdaj, če ste že to naredili, super, hvala za zaupanje. V nadaljevanju bomo skozi video posnetke pretakali kar precej zanimivih informacij. Današnja tema pa bo seveda vezana na eno stvar, ki jo jaz osebno sem zelo spoštoval in moram priznati, da sem se malce motil. V družini, kjer sem živel, smo morali precej gledati na denar, da smo lahko nekaj ustvarili, da smo lahko, bi rekli temu, prišli iz meseca v mesec. Jasno je, da prav iz tega razloga smo poskušali v družini delati čim več stvari sami in moram priznati, da sem ogromno stvari se naučil delati sam, dobesedno. V osnovi sem sicer mizar, delal sem pa v praksi vse. Od, ne vem, gipsa, regipsa, podov, praktično montaž, takšnih in drugačnih. V bistvu sem se naučil v hiši in okolici narediti vse sam. Ko je prišla spletna stran naredisam.com, mislim, da je bila ali .si, sem bil najbolj aktiven obiskovalec te strani, ker sem dejansko vedno gledal, kako bi lahko sam neke stvari naredil. In tudi danes, dejansko po vseh teh letih moram priznati, da je to ok, če si znaš narediti vse sam. In če seveda ne spoštuješ samega sebe, je ok. Ukolikor pa spoštuješ samega sebe in znaš oceniti svojo vrednost, potem pa je to zdaleč od teme ok. Poglejmo čisto na primeru. Jaz sem recimo opazoval prijatelje, okolico in sem opazil pač eno družino, kjer sem rekel, da to je moja napaka in se opravičujem iskreno danes tem ljudem, za katere sem si tako mislil, in sem rekel, lej, mož čist nič ne dela okrog, žena tam neki beli in tako naprej, žena popravlja, moža dejansko sploh ni, on ima dve levi roki, je bilo moje mišljenje in sem tudi takrat tako govoril. In to je narobe, to je danes, priznam, zelo narobe. Zakaj? Ker danes sem spoznal eno stvar, da dejansko moraš presoditi, koliko je vredna tvoja ura, oziroma koliko bo vredna tvoja ura. In sam moraš presoditi, kaj je zdaj bolj vredno, kaj je zdaj bolj pametno. Čas imaš bivalni omejen in če imaš bivalni čas omejen, čemu boš posvetil tvoje dragocene sekunde, minute in pa ure? Ali boš posvetil tistemu, kar imaš rad, pa je vseeno dobro, se lepo počutiš, jaz osebno se zelo dobro počutim, če samo perem avto, zelo dobro se počutim, če, ne vem, pokosim okrog hiše, to vzamem kot fiskulturo, ampak na drugi strani pa ugotavljam, da mečem čas skozi okno. Jaz ne vem, koliko je sicer vaša ura vredna, ampak da boste razumeli celo poanto, vam bom poskušal razložiti na primeru. Recimo, da bo vaša ura en dan vredna, ne vem, $500, 500 evrov, kakorkoli hočete. Če bi bila vaša ura en dan vredna 500 evrov, vi pa danes kosite okrog hiše 1 uro, pomeni, da se 490 evrov minimalno vrgli v tisti 1 uri v smeti. Pa mi zdaj vi povejte, a je to pametno ali je to neumno. Mnogi ljudje, ki so v poslovnem svetu in cenijo čas in jim je čas edina stvar, ki jim povzroča težave, ker denar jim ne povzroča težave, vedo, da z določenimi stvarmi, ki jih sicer normalni ljudje, in jaz sem bil med normalnimi ljudmi in še danes naj bi bil normalen, čeprav se verjetno še velikokrat motim, gledajo narobe. Torej, jaz sem gledal to tako, glej ga, ki se hariši pa se vozi s personal jetom. Danes vem, zakaj se on vozi s personal jetom. Veste, zakaj se vozi? Odgovor je zato, ker preprosto z osebnim jetom pride iz ene lokacije na drugo mogoče v 1 uri in zapravi mogoče 4 ure za neko stvar, ki jo počne, če bi šel pa z redno linijo, bi pa potreboval 3 dni. In on seveda ceni svoj čas. In zdaj predstavljate, kakšna je razlika v 4 urah, ki jih zapravi, ali pa v 3 dneh, če je njegova ura vredna 500 evrov. Kakšna je razlika denarja, ki ga vrže v smeti, če bi se peljal z redno linijo. Torej, tega jaz nisem razumel in moj topel nasvet je, ovrednotite sami sebe,
delajte na tem, da boste čim več zaslužili in da boste potem lahko rekli, koliko je vaša ura vredna. In če se danes zaračunate in povlečete skupaj na pamet, da zaslužite na dan ali pa na mesec recimo 1000 evrov in delte mesečne ure za 1000 in boste ugotovili, koliko je vredna vaša ura. Namreč, verjeli ali ne, nekateri služijo tudi takrat, ko spijo. Ne vem, koliko služite vi. Nekateri služijo tudi takrat, ko doma okrog hiše kosijo, ker so si nekaj naredili, da jim prihajajo prihodki. Nekateri pa čas zapravljajo za stvari, kjer bi lahko izgubljajo čas, ki bi ga lahko posvetili temu, da bi en dan njihova ura bila dejansko nekaj vredna. Torej, odločitev je vaša, jaz upam, da vam je ta kratek video kolikor toliko koristil. Kot rečeno, če vam je všeč, vse, kar je treba klikniti, naroči se na kanal BeBetter in na ta način boste sledili tudi naslednjim video posnetkom. Čau, čau, uživajte, pozdravite vaše najdražje.